Živijo, sva Andraž in Davor iz The Swig Tech TV in danes so z vami na trenutno najbolj vroč dan v letu, materi vroče. Upava, da se bodo takrat, ko bo prišel tale video ven, že malo sledili, ker od naju danes pač teče. Tudi zato, ker ima v studiu en čist odštekano napravo. Imenuje se Steam Deck in ta predstavlja mokre sanje za vsakega ta pravega PC gamerja, zato je valjda okoli nje veliko hajpa. A veste, kaj bi pa naj nahajpali, če bi se vi naročili na tale najn kanal in nama sledili na vseh spodaj označenih družbenih omrežjih, res bi ful cenila. Ja. Prav tako se vam zahvaljujeva za vse pozitivne komentarje in spodbude, ki ste jih dali na najn 100. video. Res hvala, to nam ful pomeni. Zahvaljujem pa se tudi mojemu sodelavcu, ki nam je posodil tole napravo. Brez tebe ne bi bilo tega videa. Res ne. Na najmu kanalu sva doslej reviewala sam eno igrano konzolo. Pa VR očala od Oculusa. Ja, točen. Ja, ampak reviewala sva pa PlayStation 5 in nekako sem mislila, da bo naslednji na zihar kakšen Xbox ali pa Nintendo, sam nope, to bo kar lepo Steam Deck. Kakor sem že rekla, okoli te konzole / mini PC-ja je bilo dosti hajpa, tudi zato, ker so pri Valvu si zadali težko nalogo, da na eno napravo spravijo špile, ki imajo med sabo toliko različnih možnih inputov za igranje. Od miške, tipkovnice do kombinacije obeh, ali pa celo samo do kontrolerjev. Lord Gaben nam je 25. februarja letos v vsej svoji veliki slavi končno na police dal to napravo in ker je bilo toliko hajpa in prednaročil, je sodelavec šele zdaj prišel na vrsto, da ga je dobil. Tako da evo, dobrih 5 mesecev po začetku prodaje so zdaj midva tukaj, da vam poveva, da je Steam Deck v veliki meri upravičil napovedi. To ni perfektna naprava, daleč od tega. In sigurno ni za vse, ampak ko dela super in res je eno veliko veselje samo. Podjetje Valve vsi poznamo po špilah, kot so Half-Life, Portal, Left 4 Dead in Dota, pa se vidi po njihovi platformi Steam, kjer lahko kupite videoigre po neverjetnih popustih. Poleg tega pa omogoča multiplayer igranje, forume in ostale storitve. Pravi privrženci tega podjetja tudi vedo, da je Valve v preteklosti naredil tudi dober hardware, naprimer Steam Link, VR headseti visokega ranga, kot sta bila Vive in Index, pa tudi Steam Controller je bil v zasnovi dober. Sam kvakov je takrat zafrknila tista tožba. Steam Deck je zato nekako skupek vseh izkušenj, ki jih je Valve čez leta nabral v softveru in v hardveru. Rezultat tega je, da jim je v veliki meri res ratal, ampak je še zmer zihar malo ostal placa za izboljšave, kar je čisto tipično za Valve, če smo iskreni. Pa da ne nakladava predolg, pojmo naprej na hardware. Ta naprava je velika, res velika in zelo vpadljiva. Sam to, da smo si na jasnem. Čeprav ta stvar izgleda kot ful velika prenosna igralna konzola, je v resnici bolj mini računalnik, ki proba dajeti vtis, da je konzola. Kar sem pokazal že v enem od svojih TikTokov, je res zajetna, saj v dolžino mer skoraj 30 cm. Je konkretno večja od Nintendo Switcha, tehta pa malo več kot pol kile, konkretno 668 gramov. To hkrati pomeni, da je kljub svoje velikosti še zmer lahka in obvladljiva, saj se med igranjem nama ni nikoli zdela pretežka ali pa da bi mogla odložiti, da bi si spočila roke. To je tudi zaradi tega, ker je izdelana iz zelo trpežne plastike, nič na tej napravi ne poka in ne škripa, tudi upogant jo ne morete. Kljub vsemu pa je še zmer prevelika, da bi jo dali v žep, tako da jo morate naokoli prenašati v rudzaku, k sreči pa pride skupaj s trpežnim potovalnim etuijem, ki na hitro zgleda podoben etuijem, ki jih dela GoPro. Res hvala Valve, da si vključil tudi to zraven. V resnici Steam Deck sploh ni težka konzola. Bolj je fora v tem, da je kvečemu štorasta za naokolnost, sploh če se recimo furate z javnim prevozom in takrat hočete igrati, ampak če res želite igrati, ga lahko vse in kamorkoli in kadarkoli neste in to je njegova velika prednost. Spredi ima naprava 60 Hz IPS LCD zaslon na dotik z diagonalo 18 cm, ki kaže zelo lepo sliko, še zmer pa to ni OLED zaslon, kot je pri Nintendo Switchu. Ampak verjemite nama, ko enkrat padete noter v špilo, preprosto mislite in pozabite na framerate. Na desni strani pa imate gumbe A, B, X in Y, na levi pa D-pad. Ko smo že pri njem, tisti, ki uporabljate Xboxov kontroler, recimo Davor, se boste mogli navaditi na njegovo postavitev, kjer je direkt levo od leve palčke in ni na mestu, ki ste ga ponavadi vajeni. Palčki na obeh stranih zaslona sta sicer zelo gladki za upravljanje, njuni blazinci za palca pa sta občutljivi na dotik, vrneta pa se nazaj na začetno pozicijo takoj, ko jo spustite.
pa še vgrajeni sta v samo igralno konzolo za lažje popravilo. Pod vsako palčko je kvadratasta zaplata, ki predstavlja trackpad oziroma drsno ploščico, ki je zelo odzivna in priročna za drsanje po menijih, ko so prej rekla, da je Valve se naučil iz svojih preteklih spoznanj. Ta trackpada sta nastala iz izkušenj, ki jo je Valve pridobil, ko je delal Steam controller. Drsni ploščici oddajata haptični povratni feedback, ki vam z natančnostjo pove, koliko hitro ste se premaknili oziroma koliko hitro ste premaknili kurzor, in ta sistem deluje odlično. Poleg tega imate klasična ramenska gumba R1 in L1 ter sprožilca R2 in L2, ki sta zelo odzivna in prožna, bolj kot R1 in L1. Še zmeraj pa so vsi 4 glavni sprožilci boljši od 4 dodatnih sprožilcev spodaj, ki jih lahko sicer poljubno programirate, sam midva jih nisva neki veliko uporabljala, ker so malo nerodno postavljeni, tako da jih kamot narobe zadanete. Pa še nama se je zdelo, da jih je dosti težko stisniti za razliko od glavnih. Pod zaslonom imate še reži za kar solidna zvočnika. Na vrhu pa gumb za vklop izklop, za volumen gor-dol, za slušalke in en sam USB-C vhod. To je malo smotno, ker boste rabili dokupiti razdelilnik, če boste želeli hkrati filati napravo in imeti vklopljeno v nek zaslon ali pa v Ethernet kabel ali pa na zunanji disk, tako da upava, da bo imela naslednja verzija Decka kakšen vhod več, da bo izboljšala igralno izkušnjo. Na vrhu imate potem še reže, skozi katere se ven odvaja rod zrak iz konzole, ki se na ta način več ali manj skozi hladi. Kakor sva že rekla, Steam Deck je v resnici komp, pomanjšano obliko konzole, zato valjda sproti proizvaja toploto, ki jo je treba odvesti. Pol pa je na dnu še reža za micro SD kartico za razširitev spomina in verjemite, rabili boste, če boste kupili osnovno verzijo za $399 s 64 GB notranjega pomnilnika. Glede na to, da v teh cajtih prihajajo ven špile, ki imajo peče po velikosti 50 GB in več, bo micro SD kartica v bistvu kar nuja. V bistvu verjetno kar micro SD kartica s pol terabajta prostora ali pa še več, če ste res hud gamer. No, lahko pa se izkašljate za $529 in dobite 256 GB veliko verzijo ali pa $649 pa dobite 512 GB veliko verzijo z protiodsevnim zaslonom in boste v miru spali. Midva sva na sreči na testu dobila zadnjo verzijo, tako da je šlo gor do špil in dober zaslon je bil. Ok, to je bil hardware. Sam, kaj pa software? Steam Deck poganja SteamOS, ki temelji na Linuxu in je v bistvu Steamov app prilagojen za Deck. Tako da se boste zelo hitro znajdeli na njem, če ste navajeni na Steam. S tem gumbom levo pod trackpadom odprete meni, kjer dostopate do domačega zaslona, knjižnice, podrobnejših nastavitev, prenosov in tako naprej. Z desnim gumbom, s 3 pikami, pod desnim trackpadom pa v bistvu odprete hitre nastavitve, tako kot ste navajeni na Windowsih ali pa na pametnih telefonih. Pomikanje po sistemu je pri najnem testu sicer večinoma potekalo gladko, tudi zahvaljujoč 16 GB RAM-a, ki ga ima. Namenoma sva rekla večinoma, ker nama je enkrat vmes totalno zmrznil in se sploh ni hotel prižgati in sem mogla za 10 sekund držati gumb za vklop, da se je resetiral in začel delati. Čeprav je SteamOS načeloma dosti pucan, pa se ga je še vsem treba od začetka malo navaditi, sploh ker ima tudi vsaka špila svoje menije in še podmenije, do katerih dostopate z vrhnjima gumboma, diagonalno levo in desno od obeh palčk. Na začetku se boste malo lovili in tudi čez cajt boste ugotovili, da pogosto ni nekega pravila, točno katere nastavitve ta dva gumba odpreta. Še enkrat, to je lepota čudovitega kaosa, ki ga ponavadi na začetku naredi Valve. Ok. Že kar nekaj minut so govorila od vsega, razen od gaminga. Je špilanje iger na Decku dobro? Ja, v bistvu je zelo super. In ne je katastrofa, kadar ni. Da razloživa. Valve je pri igrah v knjižnici Steam naredil klasifikacijo z značkami, ki gredo po vrstnem redu. Odobrene, igljive, v smislu, da se jih da igrati, nepodprte in neznane. Valve odobri tiste igre, ki so primerne za igranje na konzoli, njihov seznam pa so vsak dan daljša. Te igre je super za igrati, se tečejo gladko, ker so optimizirane za Steam Deck, frame rate so stabilni in visoki, kontrole zanje pa so v celoti pravilno montirani in ni nobenih čudnosti. Pri teh igrah je igranje na Decku božansko, ker lahko konzolo nesete kamorkoli in kjerkoli igrate. Najbolj fan je torej, če je špila, ki jo hočete igrati, odobrena. Saj to za vas pomeni najboljšo igralno izkušnjo z najmanj mešetarjenja po nastavitvah. Je sicer res, da vsake toliko cajta kakšna špila tudi občasno odlične ali pa crashne. To se je nama recimo zgodilo pri God of Waru, ki je čist crashnul, pa tudi pri Doomu,
kjer so občasno padali frame rate, klika je zaštekala in to je malo pokvarjeno. Okay. Kar se tiče nalagalnih časov, je tako, da kljub SSD-ju Steam Deck grafično zahtevne igre, kot je God of War, ne naloži prav hitro in mu vzame kar dobro minuto. Če boste v tej špili na težjih modih veliko mirali, se kar pripravite, da se boste načakali. Yep. Še ena luštna stvar pri tej napravi pa je ta, da jo lahko sred igre daste v mirovanje in se bo avtomatsko nadaljevala naprej točno tistega momenta. Ni pa zmeri tako, da boste imeli prijetno izkušnjo. Špile imajo lahko tudi značko, da se jih sicer da igrati, samo da jih mora uporabnik pri nastavitvah malo še dodelati, ker je na primer prevelik tekst, kjer so čudne kontrole ali pa ni bila dosežena popolna kompatibilnost. Vse ostalo v območju nepodprto in neznano pa je zelo tamovamo ali pa v celoti nedelujoče in pomeni, da boste mogli težave reševati s pomočjo tega, da boste gor naložili Windowse in pa emulatorje, da vam bo uspel špile narediti vsaj igrive. In ravno v emuliranju in nalaganju drugih operacijskih sistemov vidva največjo dodano vrednost te naprave, ker je Steam Deck pač mini PC, lahko gor naložite v bistvu karkoli in vam bo delal, tako da lahko načeloma brez težav igrate igre, ki so na Epic Games Store, Game Passu, Uplayu in tako naprej. Ker tale konzola žal ni najina, niso gor nalagala Windowsov ali pa Linuxa, lahko pa vam vsem kot PC-jaša poveva, da bo to sabo prineslo tudi kakšno slabost, ker se z nalaganjem OS-ov vsem doda gor še en sistem, ker samo še doda kompleksnosti celotne zadeve. Ja, pa še igre včasih ne bodo tekle toliko tekoče, kot na SteamOS-u, ki je še vsem bolj optimiziran. Pa še to morate vzeti v zakup, da bo šla baterija full hiter dol, če imate naložene Windowse, ker pač niso optimizirani za Steam Deck. Wolf sicer trdi, da Deck pri polni bateriji zdrži od 2 do 8 ur igranja, pri najnem testiranju ob maksimalnih nastavitvah so ga prignala do 100 minut, preden nam je crknil. Če boste nastavitve spustili in zaklenili frame rate pri 30 fps-ih, pa boste iztržili konkretno več iz baterije in jo lahko pripeljali do 5 ur več, odvisno od tipa špile. Kakorkoli že, priloženi 45-vatni polnilec imejte skozi sabo, ker gre žal za tako napravo, pri kateri vam lahko baterija brez kakšnih večjih opozoril zelo hitro pade in takrat boste brez njega v težavah. In ker je ta naprava v bistvu PC, to pomeni, da jo lahko preklopite na ekstern zaslon in uporabite kokarno naprav PC. Izkušnja ful spominja na Samsungov DeX in sploh ni grozna, sploh če zraven upoštevate to, da ga dejansko uporabljate kot komp za službo, recimo za prebiranje mailov pa novic in za spremljanje video vsebin in ne za igranje, vam bo poje baterija zdržala kakor pri večini gamerskih laptopov. Ker daste vse skupaj, vse te funkcije te naprave, igranje iger iz Steamove zbirke po akcijskih cenah, da lahko zloadate Windowse in da jo uporabljate kot PC, da bodo gamerji naredili emulatorje za igranje iger iz Sonyovih in Nintendovih starih konzol, da kot PC ne potroši veliko baterije in da lahko na nje zloadate katerekoli igre, tudi piratske. This is all bad. Pol boste dejansko videli, da v resnici dobite en funkcionalen komp za nižjo ceno, kot če bi šli sami skup sestavljati nek res soliden komp. In v tem pogledu je Steam Deck na dolgi rok cenovno veliko bolj ugoden, kot pa Nintendo Switch. Brez zamere Nintendo, tudi tvoja konzola nam je drugače všeč. Ja, ob splavitvi je imela ta stvar kar nekaj bugov, ampak od takrat je bilo seč veliko posodobitev, ki so ful izboljšali igralsko izkušnjo, kar je zelo pogost pri Valvovih proizvodih. Zato, če ste gamer in če hočete za svoj denar dobiti res veliko prednosti, pol je to naprava za vas, ker bo dejansko izpolnitev vaših mokrih sanj. Evo, tole je bila najna ocena Steam Decka, so bila zelo zadovoljna s to napravo, čeprav ima tudi svoje fore, kot smo jih omenila. Še toliko moram povedati, da je v Sloveniji sicer kokrvja ne prodajajo v nobenem izmed večjih prodajalcev, tako da boste mogli pogledati čez mejo oziroma na Steamovi uradni strani. Če imate v zvezi z Deckom še kakšno vprašanje, nam ga prosim napišite spodaj v komentarje in da vam želiva lep in prijeten dopust. Že malo pa se tudi vidimo v naslednjem videu. Čau!